se vprašamo danes, kako je z našo vero. To je ključno vprašanje za naš čas, ključno vprašanje za naš narod. Ko je pred leti papež Janez Pavel II. Opisal duhovno stanje v Evropi, je uporabil izraz tiha apostazija, se pravi neopazni odpad od vere. Za nekatere narode v zahodnji Evropi to nedvomno drži. V srednji Evropi so narodi, ki se uspešno borijo proti neveri in ostajajo svetski cerkvi, Poljaki, Slovaki, tudi Mačari in Hrvati. Pri pravoslavnih narodih pa sploh opažamo novo pomlad vere. V Rusiji, na primer, so v zadnjih desetletjih zgradili 30.000 novih cerkva. In pri nas, kaj je s tem narodom, ki je bil pred drugo svetovno vojno eden najbolj katoliških v Evropi? Po zadnjih podatkih se 68 Slovencev izjavlja za kristjane. Pred nekaj leti jih je bilo 75%. Zmanjšuje se število krstov, ki je padlo na polovico prebivalcev. Leta 2008 je papež Benedikt XVI. Slovenskim škofom pri obisku Adlimina dejal: temeljni izziv, s katerim se mora soočiti cerkev na Slovenskem, je sekularizacija zahodnega kova, ki se izraža v nenehnem hlastanju po materialnih dobrinah, v padanju rojstev, v manjšem številu tistih, ki hodijo v cerkev, v manjšem zanimanju pri mladih za duhovniški in redovniški poklic. Vsak dan lahko srečate ljudi, ki jim vera pomeni malo ali nič. Naletite celo na ljudi, ki so prav sovražni do cerkve in do vernikov. Najraje bi videli, da nas ni. Če pa že smo, naj bomo čim manj opasni v javnosti. Naši režimski mediji, časopisi, radio, televizija so nasplošno nenaklonjeni do cerkve. K sreči so tudi izjeme, treba priznati. Sprašujem se, iz katerih centrov moči so vodeni in kam nas hočejo peljati. Naša šola je dejansko edina v Evropi, poleg Albanije, ki ne spoštuje določb Evropske komisije o človekovih pravicah, ki pravi, da imajo starši pravico, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim lastnim verskim prepričanjem. Iz kakšnih razlogov se to dogaja? Tu ni nobenih razlogov. Tu je samo nerazumno sovraštvo do krščanstva in morda strah pred njim in zadrti predsodki proti veri in cerkvi. Dejansko naša šola nadaljuje staro komunistično prakso, ki vodi v ateizem in vidi v veri nekaj nepotrebnega, da celo škodljivega. Čudno, kako slovenski kristjani prenašamo tem anomalije, ki se jim naši sosedje čudijo. Potrebno bi bilo prisluhniti besedam, ki nam jih je leta 2000 namenil Janez Pavel II. Po našem svetoletnem romanju v Rimu. Tako je dejal: spodbujam vas k večjemu pogumu in zdravi samozavesti, ki naj se izraža tudi v vašem udejstvovanju v javnosti. Pol stoletja totalitarne vladavine je pustilo v marsikaterem kristjanu občutek manjvrednosti in strahu. Čas je, da te strahove premagate, pravi papež. Je vera res tako nepomembna? Je res tako odveč? Morda za nekatere, ki živijo na površju, skromno sposobnostjo razmišljanja. V resnici, bratje in sestre, je vera nekaj, kar me najgloblje zaznamuje. Je temeljnega pomena, ker odgovarja na najtežja vprašanja
ki si jih stavi vsak človek, ki razmišlja. Ima ta svet, v katerem je dano živeti, svoj izvor v volji nekega višjega razuma ali izhaja iz slepe nujnosti? Zakaj svet sploh je in zakaj ni nič? Kakšen smisel ima moje življenje? Ali je to neokusna šala, ki si jo je izmislilo nekakšno kruto naključje? Ali lahko verjamem, da nad mojim življenjem bedi Božja previdnost? Zakaj trpljenje, bolezen, smrt? Ali sem obsojen na sivo vsakdanjost in dolgčas? Ali imam kakšen razlog, da sprejemam in se veselim življenja? Ta vprašanja si zastavlja vsak človek, odkar je človek na svetu. Nanje vsaka po svoje odgovarjajo religije. Mi najdemo odgovor v naši krščanski veri. Vsaka vprašanja navsezadnje izhajajo iz spoznanja, da je ta svet nezadosten, ker je minljiv in da je sreča, ki jo iščem na tem svetu, nedosegljiva. Upanje, da je to nekje in da bo to nekoč dosegljivo, to je vera. Bog, vir možne sreče, je že stopil v naše življenje. Kdor pa je v sebi zatrl to upanje in vso srečo vidi v minljivih stvarih, ta živi v iluziji in v notranjem navzkrižju samim seboj, ko v sebi utiša klic po neskončnem. In tega je danes veliko. Zato ta sivina, ta čudna mora, ki je legla na ljudi in na ta narod. Vendar Bog človeka nenehno vabi k sebi in mu ponuja svojo ljubezen, kot rad poudarja papež Frančišek. Od njega pričakuje samo preprosto, odprto, otroško srce. Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kot otrok, ne pride vanj, pravi Jezus. Srečanje s Bogom je kot novo rojstvo, je kot svež prihod na svet. Človek ob Bogu odkrije svojo pravo podobo. Izkustvo novega rojstva pa spremlja občutje svobode in prej neznane sreče. Kadar bom z vsem svojim bitjem priklenjen nate, pravi sveti Avguštin, ne bo zame bolečine in truda in moje življenje bo živo do vrha napolnjeno s teboj. Moje življenje bo živo. Kakšen izraz. V srečanju s Bogom ne gre torej za odvisnost ali podrojenost, kot so trdili ideologi komunizma. V duhovnem izkustvu novega rojstva srečam Boga kot izvor in temelj moje svobode. Ta Bog, ki mi razkrije mojo podobo, je edina pot, da pridem do sebe. On je garant mojega dostojanstva in moje nedotakljivosti. To osebno nedotakljivost spoštuje najprej on sam. Že po preroku Izaiju nam zagotavlja: poklical sem te po imenu, dragocen si v mojih očeh, spoštujem te in ljubim. Te besede so namenjene vsakemu izmed nas. Je danes teže verovati kot v prejšnjih časih? Nedvomno. Vera ni tako splošen pojav, kot je bila pri nas pred stoletji. Kristjan se ne more opirati na verno okolje, pogosto tudi ne na svoje domače. To pa je razlog, da se bolj jasno odločamo za Kristusa in njegovo cerkev. To pa je nov razlog, da se bolj jasno odločamo za Kristusa. Leta 1596, ob svojem prvem potovanju v Slovenijo, je Janez Pavel II. Dejal: vsaka generacija se mora znova odločiti za Kristusa. In ta nova odločitev, ki naj bo naša odločitev danes, pa nas spodbuja bolj osebni, bolj močni in bolj čisti veri. V današnjem prazniku